dam kar izjavo. Lahko? Bližje? Kaj zadnji premaknemo? Le, še kaj je premaknemo? Jaz bi dal malo na stran. Malo bolj na stran bi dal. Sem vse. Tako, ja. Kar letim. Lepo pozdravljeni, a lahko? Lepo pozdravljeni. Napovedujem svojo kandidaturo za župana Ljubljane. Zato sem se odločil, ker hočem narediti vse, kar je v moji moči za delovne ljudi, za otroke, mlade, družine, osebe s posebnimi potrebami, upokojence. Imamo, po mojem mnenju, najboljši program v 10 točkah in dovolite, da ga predstavim. Prva točka. V času draginje bomo zaščitili vse ljudi in družine, da jih ne bo zeblo in da ne bodo čutili pomanjkanja. Ljubljana bo solidarna in še posebej pozorna do ljudi z nizkimi dohodki in pokojninami. Zagotovili bomo, da bo vsak prebivalec Ljubljane imel dostop do družinskega oziroma osebnega zdravnika v bližini svojega doma. Napovedanih ukinitev nekaterih ambulant družinske medicine, na primer na Fužinah, v Šiški, ne bomo dopustili. Število ambulant družinske medicine je treba povečati, ne pa zmanjšati. Zagotovili bomo zaščito otrok v vrtcih in šolah, da jih ne bodo učili, kako spreminjati spol in spolno usmerjenost. Najemniki, ki živijo v občinskih stanovanjih, bodo imeli možnost odkupa občinskega stanovanja, v katerem živijo, in sicer na način, da se jim bo dosedanja najemnina, ki so jo dosedaj plačali, štela v kupnino. Se pravi, za toliko se bo znižala kupnina stanovanja, koliko so dosedaj plačali najemnin. Prebivalcem v Ljubljani bomo zagotovili brezplačno parkiranje na javnih površinah ob njihovih domovih, kjer je to mogoče, brez plačevanja parkirnin. Ljubljana bo otrokom, mladim in družinam najbolj naklonjeno mesto v Evropi. Občina bo aktivno sofinancirala projekte za namestitev dvigal v vse bloke in večnadstropne hiše, ki jih še nimajo. Zgradili bomo omrežje zdravju prijaznih kolesarskih stez, ki ne bodo potekale ob najbolj prometnih cestah. Vzpostavili bomo hitro železnico, hitro mestno železnico, ki bo omogočila hiter in ekološki prevoz. In uvedli bomo participativni proračun, da bodo ljudje na za občino zavezujočih posvetovalnih referendumih sami odločali, katere investicije so ključne v njihovih soseskah. Evo, to je po mojem mnenju najboljši program za razvoj Ljubljane v naslednjih 4 letih. In se priporočam za glas občank in občanov mesta Ljubljane. To sem povedal, v par dneh se je vrstilo kar nekaj kandidatur. Koga vidite kot svojega konkurenta in kako vidite na to, ali bi lahko premagali zdaj svojega župana? Jaz spoštujem vse kandidatke in kandidate, moj načrt pa je priti v drugi krog. Zdaj vsi se zavzemate v bistvu za eno stvar, to je pač zdravstvo, ampak mi vemo, da je to bolj obširen problem, kot sam občinski, pa vendar, kaj pa lahko občina naredi, ne morate pač najbolj števila diplomantov medicinske fakultete oziroma izbire za družinskega zdravnika nekako povečati kar z občinskega stolčka ali pač? Občina je ustanoviteljica Zdravstvenega doma Ljubljana. Ima škarje in platno v rokah, kar se tiče zdravstva v Ljubljani. Tukaj je potrebno cel kup ukrepov sprejeti, zato da bomo zagotovili ljudem družinskega oziroma osebnega zdravnika v bližini doma. Nujno potrebno. Poglejte, gradnje novih zdravstvenih domov, predvsem pa boljša organizacija in pa razbremenitev zdravnikov. Naši zdravniki se sedaj ukvarjajo z administracijo, namesto da bi se ukvarjali z zdravljenjem. Nujno potrebno je dati našim zdravnikom pomoč, da se bodo v resnici ukvarjali z zdravljenjem. Vse ostalo pa bo delalo administrativno osebje.
Zdravniki so proti in dokler bodo zdravniki proti sežigalnici v Ljubljani, če bom jaz župan, ne bo. Najprej prav gotovo zdravstvo. Ljudje ne morejo na Fužinah, v Šiški in v drugih koncih Ljubljane ostati brez osebnega zdravnika. To je nedopustno. Zdravstvo je prva prioriteta. Zato, ker 16 let verjamem, da je bilo zadosti. Gospod Janković je že zmatran, ideje, ki jih je imel, je realiziral in verjamem, da občanke in občani razumejo, da je čas za nov zagon. Ja. Danes vlagamo kandidaturo za župana in pa kandidaturo za mestni svet. Imamo čudovito kandidatno listo 19 imen, ki si jih boste lahko prebrali v medijih. Dr. Janez Cerkovnik, tukaj navzoči, Mateja Maček, odvetnica, Marija Burnik, zdravnica in tako naprej. Čudovita imena, izjemno lepa, sposobna lista. Ok, hvala lepa. Zdaj gremo pa mi zraven, samo da so moji kolegice in kolegi že prišli. Povejte. Zaenkrat še nisem bil, ne v mestnem svetu, ne v četrtem. Ja, za mestnega svetnika sem kandidiral in dobil zelo veliko preferenčnih glasov, če boste pogledali za nazaj. Okay.